Danes smo imeli v glavnem neke vrste delavnico, v kateri smo skušali nekoliko bolj osvetliti, potemeljiti oblikovanje tako zvanih, sedaj se reče, skupnostnih bivalnih oblik. V ta novem, prej smo pa rekli temu recimo skupnih gospodinstv in tako dalje. S tem, da smo skušali dobiti več idej od tistih, ki so se do zdaj obrnili na svetovalnico. Predvsem zainteresiranih za take oblike. Ugotovili smo, da je interes sicer primeren, velik, ampak da je slabo pravzaprav izraženo končno dejanje, da bi se kaj takega zgodilo, da bi ljudje šli skupaj bivati. In kako naj bi ta skupnost izgledala? Skupnost je v bistvu namenjena, lahko bi rekel, preprosti stvari, druženju, v katerem seveda imajo ljudje tudi ekonomske, socialne in drugačne koristi. Ekonomska so seveda, da je tako gospodinstvo, v katerih 7 do 8 ljudi živi, je bolj upravičeno, kot če si sam. Posebej v času, ko je zlasti veliko starejših gospa, samih v prevelikih stanovanjih. Socialni del tega je, da pridejo ta pravi ljudje skupaj živeti. Ne samo, da neki prihranijo, ampak da se družijo, da imajo skupne programe, sobivanje in tako dalje. Socialni del ima noter še zdravstveno, da si pomagajo, delitev dela. Ali pa recimo, bilo je tudi rečeno, a ne bi bilo dobro v času, ko gre vse na elektronsko poslovanje, da bi eden od teh skupnosti znal tudi zelo dobro delati z računalnikom. Nekdo pa elektriko popravljati, nekdo pa kuhati. To so tako zvane te skupnostne oblike, ki imajo pa vse težave tega sveta. Ena od teh je prav gotovo ta, da smo mi strašno vezani na zasebno lastnino, na stanovanja, ki so se nam zgodila. Prej smo bili najemniki, zdaj smo pa kar naenkrat lastniki. In v takih primerih je zelo težko se odreči stari lastnini, ki je včasih tudi zelo obremenjujoča, in je v neko novo obliko. Večinoma je pa to zelo pozno, ker mi smo prišli v položaj, da je cela baby boom generacija, kjer so tisti, ki so se rodili predpovojni drugače, postala lastnik svojih stanovanj, na kjerkoli način, ima svoje dediče, ima svoje razloge, da so tu, ima svoj vrt, ima svoje sosede, ima pa težavo za tako odločitev, da bi šla v eno drugo sredino živeti in mogoče se obnašati, kot smo doma rekli. Pa ste pri tem upoštevali te osnove gerontologije? Deloma smo, res da danes niso tako izražene, ker smo predpostavljali, da te, ki so danes tu, da to poznajo. Čeprav je bilo nekaj predavanj o teh, kako bi rekel, robnih skupinah ljudi, ki imajo neke težave, recimo invalidi, pa drugače bolani in tako dalje, povedano. In te statistike okrog tega stanja starejših so relativno znane. Ampak mislim, da v tem primeru ne govorimo o populaciji v celoti. Moje mnenje in strokovno mnenje je, da če bomo dosegli 3% ali pa 5% od okrog 600 000 ljudi, ki so zdaj v pokoju oziroma dobivajo pokojnino, bom rekel, da bojo vsaj pokazali interes, da bomo svoje naredili. Se vam ne zdi, da te skupnosti, recimo tudi v stanovanjskih blokih, že obstojajo, samo ljudi je treba povezati med seboj, da se bodo pomagali? Ja, to je problem, ker smo se navadili živeti eden mimo drugega, in če ne bi bilo dvigal, zdaj pa pravijo, zanimivo pravijo, včasih smo se srečali pri vodnjaku, zdaj pa pri smetnjaku, pravzaprav bi rabili malo več dogodkov, da bi se ljudje, ki hočejo priti skupaj v takih velikih aglomeracijah, kot je blok ali pa veliki, da bi se mogoče sporazumeli tudi v tem, da kaj stvar skupaj delajo in potem kasneje tudi delo delijo. Saj ni treba, da si v enem stanovanju. Če imamo soseda, ki greš na kavo, tu na kavo, pa tudi eno etažo nižji lahko greš. Sej ta skupnost lahko zgleda tudi tako, da je vsak v svojem stanovanju in potem si med seboj pomagajo pri skupnih delih, recimo pri urejanju okolice, pri raznih gospodinjskih potrebah in delu in tako naprej. Ja, in hodijo skupaj na izlete. No, in tako naprej. Torej, neverjetne stvari se dogajajo, ampak seveda to vprašanje je takole. Nekdo mora biti iniciator.
Mi smo se pogovarjali, moramo zdaj družbeno subvencijo za kaj takega, a so lahko upokojenska društva, a so lahko kakšna druga društva. Tako so pa čisto preprosto, lahko bi rekel, sosedska skupnost, 5, 6, 7 sosedov. Recimo našo hišo je združevalo takrat, ko se zmenimo, da se čistimo in tako dalje, in pa mogoče so še kakšne druge oblike. Mi smo mogoče nekako tudi mentalitetno malo drugačni, ker se včasih bojimo biti odprti. Mislim, to je problem. Čeprav pravijo, da smo mediteranci, da tega smo bolj Nemci. Ampak mislim, da se bojo stvari popravile in funkcija ali pa cilj tazga projekta, pa tudi Zveze društev upokojencev je pravzaprav ta, da bi to povečali pa poglobili. Potem, kot je eden izmed razpravljavcev rekel, ni dobro kar nekaj kopirati iz tujine, je treba le upoštevati naše razmere in pa navade. Ja, ima čisto prav. Mi smo kopirali recimo tudi madridsko resolucijo. Jaz preberem madridsko resolucijo o starejših in ugotovim, da ni not enega podatka. Je pa čudovit opomnik, na kaj je treba paziti. Ampak na kaj je treba paziti za vsako nacijo, je pa posebej podatek. In če imaš ti posebne podatke, tako kot imamo mi, 90% lastnikov stanovanj, od tega večina starejših, potem je to podatek, po katerem je treba drugače gledati, kot švicarski podatek, kjer je pa 40% lastnikov, ostali so pa najemniki. Kakšni so sedaj načrti za naprej? Načrti za nas so zdaj tali, da so na osnovi tega, kar smo izvedeli, pa dubelj, pa literature, pa predlaganega, naredimo neke vrste nov posvet, v katerem bomo pa tiste, ki so zainteresirani za take sobivanja, pa nove bivalne oblike, skušali večkrat na leto skupaj spraviti, postavljati nova vprašanja in po možnosti najdete kakšno skupino, 8 do 10, in seveda po možnosti iz Ljubljane ali pa okolice, ki bi se odločila za tako malo bolj natančno obliko sobivanja.